Na svet za mlade podjetnike, ki iščejo mentorja, da ne bomo skakali iz čist drugačnih tem. Tudi jaz bi to kar Janiju rekel. No? Kakšen je svet za mlade podjetnike, ki iščejo mentorja? A že nismo enkrat govorili o tem? Midva sem govorila na tvojem, kako bi temu rekel, temu podcastu, začetnem projektu. Veš, kako se temu reče? Pilot. Pilot, ja. Ko zdaj dobiva neke oglede. Ne? A res? Ja, ne vem, par tisoč jih je. Kva? Ja. Hudo. Tako da pejte Janjev channel pogledat. Tam je še en pogor, ki sva ga mi dva imela, ki sva bila junca. Pred 3 leti. Ja, zdaj pa. Zdaj vemo, prej smo pa to še malo iskali. Ja, mislim, da smo tam govorili o tem. Okay. Sej, ja. Ne, meni se to vprašanje na mestu, zdi se mi pomembno govoriti o tem. Meni so, da sem prej omenil, da sem imel ful dolg klic z Matijo. Matija je bil moj prvi podjetniški mentor, ko sem bil star, mislim, da sem bil star 15 let, ko sem ga spoznal, in on je bil edini tip v Velenju, ki je takrat haslo na nekih svojih projektih. Danes je to čist crazy si predstavljati. Danes greš v Trbovlje, pa najdeš 100 startuperjev, verjetno starih 20 let. Takrat te kulture ni bilo, in Matija je bil edini model, ki se je dal sploh pogovarjati o biznisu z njima, ki je bil takrat, mislim, 4-letnik srednje šole, tam nekje, in je 5 let starejši, verjetno Matija od mene, in jaz sem njem hvaležen, do konca life mu hvaležen, da sem imel nekoga, ki sem lahko pod 15-16 začel sploh razmišljati o teh stvarih. In Matija, nisem vedel, da sta toliko close bila. Ja, ful. In Matija, pa še za eno stvar sem ful hvaležen. Matija je takrat, v kombinaciji še z njegovim predavateljem, Matija je potem šel na Gea College in tam je imel predavatelja Aleša Lisca, ki je znan predavatelj v marketingu, in Matija mi je takrat rekel, da naj začnem brati njegov blog, in Matija in Aleš sta bila takrat edina, ki sta mi znala predstaviti branje knjig na način, da je to cool. Jaz sem zelo, niti mal nisem imel želje brati knjige v lifeu, in Matija mi je znal zelo dobro povedati, zakaj je to zame pomembno, če hočem biti dober v biznisu. In prve knjige, ki so bile... To je zdaj insane to, da sploh pomisliš, da nisi tega vedel. Ja. Noro. Se ne vem, danes mulci, ko so stari 17, 18, 19, a jim je to že jasno? A je to zdaj common knowledge? Ja, ful je fajn brati knjige, ali... Po moje ne, zato ker imaš toliko kontenta recimo lahko gledaš podcaste, lahko na YouTubeu gledaš stvari, mi tega nismo mogli. Ja, to je res, danes imaš dobre alternative. Zato ker oni imajo attention span nižji kot mi, to zagotovo, ne. In to, da se en 17-letnik zdaj usede pa bere knjigo v primeru 2 uri, je skoraj impossible. Še jaz imam težave. Jaz prav vidim, ker se usedem, sem že tako, moraš se prav truditi. In te videe kratki so narejeni za ful sem na Twitterju prebral dober proti argument, da ljudje danes imamo super attention span. Joe Rogan ima 3-urne podcaste in folk 3 ure to posluša. In to je znak, da mi imamo attention span. Če se mi nimamo, oziroma kaj ful bolj rabimo kot čas, je dober hook. Joe Rogan te hookne in ti lahko to gledaš ure in ure. In danes mulci gledajo to ure in ure. Eni to gledajo, ne samo hodijo pa poslušajo podcast, dejansko gledajo te podcaste. In to mi je dober pogled. Jaz tudi mislim, da sploh ni toliko fora v attention spanu. Fora je samo tem, da pač ful stvari si nas ne skukajo. Samo obstajajo stvari v življenju, ki ti ne dajo
instantnega huka, ki moraš ti malo časa vložiti, da postane zanimivo. Ja, sam pol to ni problem, recimo, attention spana. To je Godfather. Če mi dva rečeva, da je Godfather slab film, zato ker je počasen, se mi dva ne bova se strinjala. Ne bova se strinjala, da je temu tako, ne. Ampak ti moraš vložiti... Pa se verjetno mulci danes, a to je danes common belief, da recimo Godfather je slab film? Okay. Stari folk, če bi ti zdaj dal v kino Hitchcockov film, pa folk stari ne bi bil v kinu. Ti, če pogledaš, kako so filmi zdaj narejeni, recimo ti Avengersi pa to, ne. Ja. To se more konstantno nekaj dogajati. In jaz sem pri sebi opazil, ker sem bil 16 let star, sem ful gledal filme, počasne filme, Hitchcocka, Godfather, te stare filme. Zadnjič sem gledal od Hitchcocka Rear Window, se mi zdi. Stari, jaz sem čutil, da je to drugače. Nič se ne dogaja. Ali pa, ko sledi pol ure žensko. Ne. Jaz mislim, da je drugačno, da je način, na katerega je content ustvarjen, zdaj, da je ful bolj... Spet smo do TikToka pridemo. Ne. To je ta 10-sekundni huk, mora biti hiter, zabavno. Ja. In vrednost je tudi v teh stvarih, ki moraš malo vložiti. To je res. Pogovarjamo se o mentorjih. In v bistvu, Aleš pa Matija sta mi takrat dala zagon, da sem jaz dobil ljubezen do knjig, začel brati, hoditi na seminarje. Matija mi je rekel, če hočeš biti najboljši podjetnik, moraš konzumirati content, ki ga pač ne moreš dobiti v šoli. Takrat ni bilo še podcastov, biznis, pa YouTube. Pa tako? Mislim, je bil YouTube. Je bil YouTube? Ne. 2.6, ali kdaj je YouTube? Koliko je to? 14 let? Ja, bil je. Sam ni bilo kontenta tega gor. Ja. Spomnim se momenta, ko poletni večer z mojimi frendi v Velenju in to je tam sem nekaj star, 16-17 let in jaz rečem, dajmo iti danes nekam. Tako, vikend je, en imel avto, dajmo danes iti nekam. In si, gremo, in pol pride do večera in tako oni, nam se ne ljub. In takrat se spomnim, ko sem hodil domov, sem rekel, če so to moji frendi, ko smo ostali zdaj 17, 18, 19, koliko beden bo life čez 10-20 let. In to ne bom nikoli pozabil. To je bil moment, ko sem jaz rekel, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da se obkolim s folkom, ki je meni zanimiv, ki je smart, nice, ki bo moj life zboljšal. In takrat sem začel v bistvu delati zelo veliko na tem. S kom so hangal in kdo so bili moji mentorji. Ne? In danes se mi zdi, da je ta kultura ful bolj prijazna nekim mulcom, ki hočejo dobiti mentorja, da so starejši pripravljeni deliti svoje znanje, da lahko prideš praktično v kjerokoli pisarno po nek nasvet. Se mi zdi, da takrat tega še ni bilo toliko, da je vsako leto bolj prijazno temu. In žalosten sem, da toliko malo ljudi to izkorišča. In osnovni problem mulcev danes, pa ne samo mulcev, tudi moje generacije, pa ne še teh malo starejših od nas, je to, da ful premalokrat smo toliko humble, da prosimo nekoga za nasvet. In proaktivno iščemo nekoga, ki je 5-10 let pred nami, recimo, da ga vprašamo za neko... To je najbolj kvalitetna bližnjica, ki lahko dobiš. Na svet od nekoga, ki se spozna na to stvar, ki je boljši od tebe, njegov na svetu je ena najbolj kvalitetnih bližnjic, ki jih lahko ubereš. Zdaj pa kaj so na sveti? Prvi je definitivno to, da sploh narediš nekaj v tej smeri. Po mojemu je potreben neka samozavest. Ne vem, se mi zdi neka samozavest. Zakaj bi se sploh kdo z menoj pogovarjal? To se mi zdi. To se mi zdi. Prva stvar. Druga stvar, če se navežem na ta tvoj poskus z Garyjem, je to, da v bistvu probaš nek value prinesti tvojemu novemu potencialnemu mentorju. Jaz
občasno dobim kjerga, ki me kontaktira v biznis kontekstu, no? Če bi ga mentoriral, če bi jim pomagal, če bi, ne vem, naredili kaj skupaj. In vsake toliko časa samo se najde kdo, ki recimo pride v mojo pisarno, pa reče, tle sem pogledal nekaj, kar počnete in sem pripravil predloge, kako lahko to izboljšate. Ne? In ta izstopa takoj. To so nizki standardi. Res so nizki standardi. To takoj izstopa. Tako pol ure si vzame časa. Kar crazy, Tretja stvar, ki pa ne vem, če znam, da dober nasvet v smislu 6 proven steps, kako to narediti. Ampak jaz mislim, da koristno je imeti mentorja, s katerim se ti pogovarjaš, še bolj koristno je pa te mentorje dobiti v svoj life, da z njimi preživljaš čas. Da ti, ne samo, da so mentori, kjer ti pokličeš in enkrat na 6 mesecev se vsedeta, ampak da nekako integriraš te mentorje v svoje življenje. In če ti to uspe, jaz mislim, da pol si zmagal. Zdaj pa, po mojem moraš imeti malo zanimiv life, da ti to lahko uspe. Če vse, kar počneš, sediš doma pred računalnikom, boš teže v svoj lifestyle spravil kvalitetne ljudi. Ne vem, nimam pa točnih korakov, kako to narediš. Ampak jaz sem zmeri, tako, ko sem dobil nekoga, ki mi je bil pameten, ki je bil bliže temu, kar bi jaz hotel postati, da nisem se spraševal, kako se lahko jaz enkrat z njim pogovarjam. Recimo, pri Gary Vaynerchuku, ti si rekel, kako lahko jaz imam 5 minut z njim. Jaz sem hotel job pri njemu. Aha, ok, no super, to meni, ti si se... Meni teh 5 minut nič ne bi pomenil. Super, no to je boljši mindset. Ne 5 minut, ne en pogovor. Kako lahko jaz se obdam z njim, da bom dnevno z njim v stiku. To se mi zdi boljši mindset. Absolutno, ja, se strinjam.